Za prijatelje si je treba čas vzeti, se pa veselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrt slastjo, kot prej nikoše, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Poglejte, to je moja dnevna soba, ki mi jo je muzej, Posavski muzej v Brežicah naklonil za en mesec. Tukaj sem zdaj jaz doma, takole navidezno, kot vidite. In jasno, lansko leto sem napolnil 70 let, kar je nič proti večnosti. Sploh, če pomislite, da je veliki pok se zgodil 14 milijard in 850 milijonov let nazaj, je to res zelo malo. In da se je sončni sistem začel formirati 4 milijarde pa pol let nazaj, je 70 let blazno malo. Ampak, kot vidite, se pa barvno spremeniš. Dobiš pa, pigmenti so pa neka druga zgodba. Vsekakor bi vam rad zelo na hitro povedal, kaj se tukaj dogaja. Začenjamo tle, pri telih dveh. To je France Šifrer, kmečki sin, Pavla Vivoda, sta se dobila po vojski, po razpadnih zvezah, sta ona dva prišla skupaj, zelo na hitro naredila Markota. Marko je moj brat, ki se je rodil 5. marca 1947 in so mislili, da so to zaključili, kajti bila sta kar v letih, oba sta 1909 letnika in sta bila že za tiste čase, je bilo to že kar nekaj, to sta bila 38 let sta bila stara, na kar je mami zaigralo malo dete čez 5 let in sicer se je rodil potem Andrej 1. maja 1952. V krasno družino oba sta bila zelo zanimiva, duhovita, ampak zelo različna. Tako bolj različnih ljudi skupaj ne moreš povedati. Človek bi rekel, da nista bila kompatibilna. Ampak kdo pa je? Skratka, te dva sta potem smo nekako krmarili skozi leta in desetletja. Oče je bil zaščitniški in vedno je bilo ne konzervativen. Ne to, ne un. Njemu je v življenju zelo malo stvari rad. Zato se je tudi za mene bal. Ja, Madonna, v dialektu je govoril, to se pravi škofjeloški rotarski dialekt, ja, Madonna, pusti ta muska, ti spravnik, pa je v služba. Kvavš ta muska. Od muske ne moreš živeti. To se pravi, on me je ščitil. Mama me je pa porivala. In ko sem prvič, ko sem prišel od zobozdravnice, od Štefke, in sem se doma usedel in napisal, zaljubil sem se v svojo zobozdravnico, sem jo ta prvo mami zaigral. Jaz sem mami ta prvi pesmi vse, ta prvi njej zaigral. In je rekla, Madonna je fejst. A Štefa ve. Ja ne, jaz sem zdaj še na to naredil. Potem ona je tudi prva slišala vse manje dobrih gostil. Andrej, ja, to je fajn, bravo. Skratka, ona me je porivala naprej, fotor me je ulegel nazaj. Ampak oba sta imela čiste namene, to hočem reči. Potem je bilo moje taborniško življenje izjemno pomembna stvar, kajti jaz sem vsak večer za tabornike igral, pisal pesmi za vsega iz taborišča. Recimo, tam je prišla ena
ljubljanska gospa, žena od enega režiserja, lepotica, Marija, in je imela nekega ljubimca, vsak večer je en z Mercedesom prišel odpeljal, zjutraj pripeljal, imela enega sinčka in je najdla si koji varstvo. In sem jaz za njo napisal, ki je bila takrat ena zelo popularna pesem, ene parvasi teh letnikov, da bi se jo znal spomnil. Una gitara cento illusioni, una gitara cento illusioni, una negli occhi tuoi. Čekaj mi pa. Jaz sem napisal, una Marija pride v Fažano, tam smo bili, z mulcem in brez moža. Vsak dan se sama sonči na plaži, soncu se vsa preda. A ko noč pritisne, jo Marija stisne. Zjutraj pa pride vsaka žlava, Marija domov. In to sem jaz igral, da vidim, Marija je bila tako krasna, da je to razumela. Potem je bil en fantek, ki je bil skozi znak mini kaktus, smo mu rekli. Pa je dobil pesmico, pa vse kuharce so imeli svoje pesmice. Pa recimo, jaz sem na Obladi, oblada, odbito, obladi, oblada, sem napisal, ko smo se v Fažano prihodili mi, so stlačili v vode nas takoj. Sprva smo se malo čudno gledali, a kmalu smo spoznali vsi se med seboj. Slovenske popevke in velikane slovenske popevke. Eden je napisal musko, drugi besedilo, tretji aranžma, četrti je pa pel. In nikoli ni bilo čistko, a pa zelo redko, da so vsi 3-4 glih zadeli prav. Tlej pa prišel en mulc od tabornikov, ki je sam napisal tekst, sam musko, sam odpel, pa malo s tole kitaro pobrekel. In to je bilo za njih nekaj, kar se jim še ni zgodilo. Bil je Tomaž Domicel, ki je tudi na festivale hodil, jaz pa nisem hotel na festivale hodil. Zakaj? Po poživku. Tudi na naši muzejski trgovini. Evo. Tako. Imamo pa podpisano, da jo bomo dali v našo zbirko, ker bomo imeli spomin na to razstavo. In kdorkoli si bo to zaželil, se bom tudi prišel podpisati, ker je samo 400 izvodov in pa jih ne bo več. Dobro, kaj se je zgodilo tle? Poglejte, jaz sem bil nekaj znan, prva plošča tale je naredila svoje. Stoj Marija, moje miške, Vasovalec, življenje včerajšnjega časopisa, Vonj železniških postaj, to so bile za 24 let starega fanta dosti domišljena besedila. Človeško življenje včasih se mi zdi dolgo kot življenje včerajšnjega časopisa. Nekega jutra sveži nov se rodi, naslednji dan ga vržemo v smeti. Besede, ki niso govorile, se vedno zberejo na kup, dokler ponje ne pride mrtvaški voz, ki pobira smeti in seje hrup. Nihče ne pomaha z roko, nikogar oko ni rosno, nihče se ne zaveda, da je menil še en dan. En dan, preveč je časa, da bi metali ga v smeti, a premalo za misel o enem dnevu. Končal bom kje v kupu zemlje, ki niču daje vse in vse mu jemlje, a ljudje, ljudje smo smešni. Beseda sem, a na grob ne dajo mi napisa. Njihovo življenje je podobno mojemu življenju včerajšnjega časopisa. Nenavadno za 24-letnika, 23-24-letnika, ne? Ker jaz sem se takrat že ukvarjal z duhovnostjo. In pomislite, nisem pil alkohola. Noro, ne, nisem glede na to, ker se je poje zgodilo. Že na snemanju tele plošče. Z Aleksandrom Meškom sta on pa violinist Bill Thorpe, pa multiinstrumentalist Dave Cook sta prišla v Slovenijo z Sašotom Meškom. Jaz sem mu pa organiziral turneje, on mi je pa po lepi gorenjski navadi mi ni plačal, ampak je rekel, a hočeš, da ti dam 2 muskontarja, pa ti posnemaš nekaj
S tem mi je naredil večjo uslugo, ne bi me mogel toliko plačati, kajti spoznal sem genialnega Dave Cooka, ki ga bomo tamle še poj srečali, in z njem sva posnela tole, pa tole, potem je pa on rekel, da nima časa, ker gre z Cliff Richardom na turnejo po Avstraliji, Tajski, Japonski. A se še spomnite Cliff Richarda? Nekateri še, ne? Congrats. Imel sem doma mlado družino, Martin se je rodil 30. junija 1979, Eva 27. novembra 80 in jaz sem mu pa tole ploščo zunaj, ki se je prodala 100.000 prvič v Sloveniji. In takrat je bilo vse na kupu, potem sem šel snemati še naslednjo plato 83, potem sem se pa zasičil. Jaz sem bil prepričan, da sem scuzan, ampak danes pa vem, da sem bil izgoret. Zdaj imamo druge izraze za to. In 7 let nisem snemal. Hodil sem na koncerte, nisem mogel več napisati nobenega komada. Ni šlo. Ko sem 88. leta začel spet voziti kitaro s sabo in začel pisati prvi komad, namreč zgodila se mi je ena izvenzakonska ljubezen. In prvi komad, ki sem ga napisal, je bil Šum na srcu. In potem so prihajale še druge. Ena izmed njih je pozdravi doma svojo ženo in moje otroke. Jaz pa si bom na roke zamesil ljubljene prsi in boki. Ker ljubljeni boki in prsi so reka strasti in življenja, reka, ki ne pojenja, ko naraste, se še ne začne. In potem, kaj bom s temi komadi naredil, nisem v pojma, na kar me kliče prijatelj, ki sem ga poznal 7-8 let, iz Amerike, črnogorski potomec Steve Popovič, in je parkrat me obiskal, tukaj pri meni doma, v Kranju, in živel je v Clevelandu. Na kar pride klic iz nebes. To, kar je za enega peku, so za drugega nebesa. Genialno. Moj učitelj na daljavo, preden je obstajal kompjuter, Jackson Brown, ni mogel verjeti, da otroci v šolah pojejo Rad bi bil ti kot Jackson Brown. Albert Lee, najhitrejši kitarist na zahodu, dajte si country boy zavrteti do tega na YouTubeu, ste videli, kaj je hiter. Billy Bob Thornton, srečala sva se na 40-letnici Dublinersov in on je bil v tem momentu še mož Angeline Jolie. In pravi tako pesem, kdo bi bil ob tej uri, ki sred noči trka na duri, je prijatelj ali vrak, ne se ga bojim ali mi je drag. Ali me išče policija, ker sem hodil zvezde krast. Morda gospod holesterol prodaja svinjsko mast. So me naznanili, ker nočem še odrast, ker še vedno slišim travo rast. Potem pa drugič pa so me naznanili, ker toliko ne vem stvari, kam gre veter, ko odpiha, ko ga tu več ni. Zakaj 100-tonska ladja se ne potopi? Letalo, ki po nebu leta, kdo ga gor drži. So me naznanili, da nočem še odrast, ker še vedno slišim travo rast. Tam je
kitara, ki me je preživela, Škornji iz Nashvilla, ki so tudi preživeli. In zdaj imamo en country nastop in jaz sem doma tele Škornje iskal, preden sem se spomnil, da so v Bleščah. Čeprav sem proti festivalom, me je Patrik Greblo nasrol in sicer ne meni reči, a ne upaš, ker jaz upam. In sem mu rekel, je rekel, veš kaj, obujamo slovensko popevko in Andrej, a bi sodeloval, se nimam komada s kemu, pa prav tale za prijatelje, ma to je za oštarije, to ni za, ne, ma jaz bi lahko naredil tako, veš, tak aranžma bi malo, tako, ne, sem rekel, ja, ampak veš kaj, to bi se mogel poznati ta na začetku, to mora biti malo himnično, če že bo, in je tip naredil krasen aranžma, zdaj ne dela več taki, takrat pa je. Je šlo vse v redu in obstaja posnetek, ker seveda verjamem, da moja Pavla tole vse spremlja še skozi, ne, mama, in obstaja posnetek, ko dobim tole v roke, da tako naredim. Hvala, mama. Red za zasluge za izjemen avtorski prispevek slovenski popularni glasbi. To je bilo to. Tukaj sem bil pa pevec leta, album leta, reviji Stop, potem Štajerski val, VTV, v Kranju so mi dali. Aha, tole je pa Zlata piščal, to je pa čist novo, to je pa od 11. maja letos za življenjsko delo. Ne? Jaz sem vesel, da so se spomnili tudi name, ker pa so bili sami mladi, to so bili tam 20-25 let stari fantje in dekleta, ki so iz teh mladih bendov, tako da nihče nam nič ni dal, kamniški in domžalski del so nam Ljubljančani pobrali, ampak mi smo vam dali pa Prešerna, a vse nekaj pa Šifrerja. Ne? Napijmo se vina, da bomo lahko opravljali druge in laže nam bo. Baje pri Gorencih na vrhu top list kraljuje lastnost z imenom zavist. Da laže in krade drži kot pribito in vse, kar počne, je čist nezakonito. Užitek je pluvati na tiste ljudi, ki v življenju so naredili več kot pa ti. Zato napijmo se vina, da bomo lahko šimfali čez druge in laže nam bo. Ker pri Gorencih na vrhu top list kraljuje lastnost z imenom zavist. Zavist je kot strup, ki si sam ga popil, pa upaš, da drugega bo umoril. Če kdo dobro zgleda in vsak ga pozna, je s seboj zadovoljen, pa malo več ima. Ta ga je treba čim bolj usreti, tako da ne bo ga več zaprepoznati. Na odprtju izvedli, da ima Andrej zelo rad cviček. To je nekaj, kar jaz nisem še zaznala, ne zato zelo rad, ampak da odvim moj cviček ljub, tako da smo mu danes dali pa končno eno steklenico, ker zadnji smo rože podelili vsem ostalim, ampak nekaj smo pa imeli kot najpomembnejšega gosta, pa je po pomoti ostal brez darila, zato je to danes odpravljeno. Koliko si prišlo, bravo? To je nekaj malega iz muzeja, to je pa celo eno županovo vino cviček, župan pobira vsako leto. Bravo. Jaz pa zdaj predlagam, ploščo si nam že podpisal, tako da velika hvala. Mi smo tudi zelo veseli, da je ta razstava iz Gorenjskega muzeja preko različnih muzejev, nazadnje Dolenjskega muzeja iz Novega mesta prišla tudi v Brežice in želeli smo si je dati v ta poletni čas, ker res v tem času imamo tudi številne obiskovalce.
Tako da smo si želeli to čez poletje in smo hvaležni, da je tako, tudi hvaležni, da je današnji dan povezan tudi s koncertom na Mestni promenadi, da se kaže to naše dobro sodelovanje tudi medinstitucionalno v mestu, ker to veste, da zdaj pa tam pripravlja in smo res hvaležni Andreju, da je to nekako sestavo, da je sprejel to in da pa danes tukaj in da zdaj gremo lahko še kaj vprašati, recimo, nekaj minut je še. Spodaj imamo tudi malo pijače, vem, da je vroče, ampak to je tak čas, mi nimamo pač klimatskega v gradu in grad, ko se enkrat se greje, je pač tako preživel, kar je v